Prehajamo na šesto točko, predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o javnem redu na območju Velike Planine, skrajšan postopek. Predlog odloka je objavljen v gradivu številka 12, predlagatelj je župan, poročevalci pa Sanja Peklar, Timotej Štritov in pa Maja Sušnik. Besedo ima Sanja Peklar. Hvala za besedo. Ja, tudi na parkirišču na Veliki Planini se bo skladno s to predlagano spremembo omogočilo uporabnikom mobilno plačevanje parkirnine. Tudi oni bojo, v bistvu tudi tam, se pravi, se bo še vedno lahko plačevalo preko ustaljenega načina, pa pač preko aplikacije. Dodaja se pa tukaj še možnost, da v bistvu določba, ki določa, da lahko pooblaščeni koncesionar ali njegov izvajalec evidentira plačila parkirnine, pa v bistvu o ugotovitvah glede neplačila obvesti pristojni prekrškovni organ. To so te spremembe. Zdaj v bistvu to je pa zaradi tega, ker redarska služba bi težko pač na toliko obširnem območju pač opravlja nadzor, ne glede na to, kakšno število redarjev bi imeli, in je pa pač ta možnost določena, da jo občina lahko upravljavcem pač podeli. In to bomo pač s to predlagano spremembo naredili. Hvala. Hvala. Odpiram razpravo v prvi obravnavi. Delovna telesa, svetniške skupine, svetnice, svetniki. Ne. Zaključujem razpravo v prvi obravnavi. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o javnem redu na območju Velike Planine v prvi obravnavi. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 28 svetnic in svetnikov, proti nihče. Zaključujem razpravo v prvi obravnavi in pa prehajamo zdaj na drugo obravnavo. Odpiram razpravo. Delovna telesa, svetniške skupine. Jože, kot delovno svetnice, svetniške skupine, svetnice, svetniki. Besedo ima Jože Korošec. Ja, tukaj me zanima zdaj, obstaja ta pravna podlaga, se pravi, če sem prav razumel, da naj bi, se pravi, upravljavci teh parkirišč oziroma Velike Planine, no, da lahko on sam posreduje podatke prekrškovnemu organu, se pravi, to pravno zdrži to, samo to me zanima, no. Hvala. Hvala. Besedo ima Karla Urh. No, tudi moj pozdrav vsem, ampak mene pa samo zanima, kdo bo to kontroliral. Zdaj imamo enega redarja, ali kako že, kako se bo to sploh izvajalo? Kontrola tega množičnega obiska Velike Planine, kakorkoli že, no, glede na to, da zdaj, če je prišel redar ob 7 v službo, ljudje pa hodijo na Veliko Planino že ob 5, mogoče nekateri še prej, ne, in poskrbijo za to, da potem, ko so šli domov, so šli spet kasneje, kot je redarstvo delalo, ne, skratka, da je že redar spet šel in da je prišel potem tisti, ki je hotel izkoristiti tudi to, da ni plačal te parkirnine. Ampak kdo bo to kontroliral? A bo nadzor? Mislim, a veste, fino je zdaj, če rečemo, vsak dan je 2000 ljudi na Veliki Planini, ampak mislim, a mislite, da je to dobro za nas? Mi lahko nekaj naredimo tudi za nas, za vse bodoče rodove naprej, konec koncev tudi za čistejše okolje in čisto pitno vodo. Mislim, tle se moramo glasati, ne morem iz svoje kože, res ne. In kontrole nimamo. Je ni in v tem načrtovanju, jaz je ne vidim. A veste, ker človek se ne obnaša prej lepo, dokler ga ne štrafaš. Mislim, tako to je, žal. Ampak jaz mislim, da se moramo mi postaviti, ker smo pač predstavniki vseh ljudi v občini Kamnik, na neko višjo točko, višjo raven, ker tega butičnega turizma je zdaj že zdavnaj konc. Vsi se gremo samo masovni turizem. 100-krat sem vam že povedala, masovnost je pa na Veliki Planini in okolici samo svinjarija, ki jo prinašajo seboj. Mislim, jaz sem šla nekajkrat peš. A veste, 70 kemperjev parkiranih v Kamniški Bistrici, gor na Kraljem hribu 30, da ne govorim, tudi lezejo gor do Velike Planine. Sej ljudje nimajo kje odvršiti oziroma poslati tisto, kar so spraznili v to nočno posodo, ker je še oplemenitena s kemijo, in jo pač vržejo v gozd. V gmajno jo nesejo.
Ampak kam gre pol ta voda? To potem spira deževje, lepo dol v naše zajetje in mi veselo pijemo zelo dobro opremeniteno vodo. In kdo lahko kaj naredi? Kje je kontrola? Mislim, res, jaz vas opozarjam, ti podatki o kakovosti vode, ne se hvaliti, kako je res dobra, pa kako je dobra. Mislim, so alarmantni včasih. Pa glede na to, da smo pri tem vprašanju, kdo bo to nadziral, samo to me zanima, ker tega je enormno preveč. Še enkrat vam polagam, res, ne vem kam, ampak to nas bo pripeljalo v propad. Hvala, beseda ima Sanja Peklar. Ja, hvala za vprašanje. Zdaj najprej bi odgovorila gospodu Korošcu za pravno podlago. Pravna podlaga je navedena tukaj noter, to je 50. člen Zakona o prekrških. Ta v bistvu določa, da se postopek o prekršku začne lahko tudi z vložitvijo pisnega predloga oškodovanca. To pomeni tukaj, da oni bojo, mi smo v bistvu zdaj s tem njim dali, mislim, ne bo v bistvu pooblastilo, ker oni bojo znotraj pač svojih nadzornikov, lahko v bistvu oni bojo delali nadzor samo nad plačevanjem parkirnine, a ne? In ko bojo oni ugotovili, da pač parkirnina ni plačana, oni lahko potem podajo predlog na prekrškovni organ. Ta prekrškovni organ pa potem vodi postopek, a ne? Oni pa v bistvu nastopajo tukaj kot oškodovanec. To imajo že, mislim, dosti občin ima to že urejeno na ta način. Gre se pa pač zaradi tega, ker večina teh parkirišč je v upravljanju javnih podjetij in tako tudi rešujejo to težavo z redarsko službo, kar bom pa nadaljevala. Zdaj, kar se tiče nadzora redarske službe, to bomo s tem rešili, ne, na parkirišču na Veliki planini. Zdaj je res pač tako, da je bilo težko nadzorovati, ker pač tudi mi smo imeli težave kadrovske pri pridobivanju, mislim, imamo še vedno, in ne moramo v bistvu nadzorovati cele občine, sigurno. S tem bomo zdaj v bistvu ta nadzor, ja, oni bojo imeli nadzor nad njihovim parkiriščem in oni bojo pač to, kako bojo pa ga pa upravljali, pa zdaj, jaz tudi mislim, da je njim v interesu, da oni pač nadzor nad tem delajo, ne, in bo siguren, pač ko bo to dnevno, jaz mislim, da bo to zadeva čist funkcionirala. Tako da, kar se tiče parkirišč na Veliki planini, bo to zadeva s tem rešena. Zdaj, kar se pa tiče za drug del, se mi pa zdi, da ste pa vi govorila za nadzorom v dolini Kamniške Bistrice. Je pa tako, pač zdaj s temi predlogi, ki jih trenutno delamo, pa pač tudi s parkirno politiko nekako rešujemo te težave v Kamniku, ki smo jih zaznali. Letos je res prišlo kar nekaj pobud glede urejanja pač parkiranja avtodomov. Je pa tako, da zemljišča v dolini Kamniške Bistrice so v večinski lasti meščanske korporacije. Tudi oni so imeli zdaj, mogoče ni bil najbolj primeren trenutek, da se z njimi pogovarjamo o teh stvarih, definitivno pa bomo mogli skupaj nasloviti to težavo, tako da tudi tega se bomo lotili v prihodnje. Hvala. Hvala. Še kdo? A je že bilo še kdo? Ampak, dobro, bi lahko tudi v drugi obravnavi. Dobro, beseda ima Karla Urh. Glejte, jaz moram še enkrat izpostaviti zadevo. Mene ne zanima, čigava je zemlja v dolini Kamniške Bistrice ali pa v konc Bistrice ali pa na Veliki planini. Mi moramo postaviti zahtevo, da se nam ne počne teh stvari kot se. Jaz mislim, da smo mi tisti in dolžni, da zaščitimo naravo in nas same. Mislim, da je to skrajna, bom rekla, zadnja možnost, v kateri smo. Ne moramo kar reči, mi ne moramo nič, je last meščanske korporacije. Ja, poslušajte, vse odplake in vse, ker kanalizacija ni urejena, pridejo dol. Jaz mislim, da je treba tukaj nekje potegniti nek konec temu, da se lahko sprenevedamo ali pa rečemo, ja ni.
Mene pa zanima mogoče, koliko smo pa zaslužili zdaj, če smo imeli gor enormno število ljudi. Ena nočitev o kemperja na Kralovem hribu stane 28 evrov. Jaz imam račun, ki mi ga je dal en Francoz, ker me je nekaj vprašal, pa sem ga vprašala, kje je bil, sva se na hitro zmenila. Ampak kaj ima občina od tega? Kaj imajo lastniki, kaj ima proračun občinski od tega? Nič. Toliko uvednost, no. Mislim, glede nadzora in vsega. Beseda ima Duško Papež. Ja, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Glejte, kar se Velike tiče, jaz sem se kar dosti ubadal s tem prometom pa vse skupaj. In mislim, da je tle rešitev, koliko smo to pozdravljali, tole, da smo končno spravili skupaj pobiranje parkirnine čez cel dan s temo. Plus tega bi pa jaz predlagal, da se naredi ali pa postavi enega rangerja in da kontrolira, ali pa enega radarja, ker na Velik planin je kar velik prostor in imamo Šivc, pol imamo tle na ravneh parkiran prostor, plus tega, če se bomo iz Malo planino kaj dogovorili, da bomo to v enem sklopu delali. In še enkrat predlagam, koliko sem že velikrat rekel, tle na Veliki, tle, Karla, se strinjam s tabo, je treba, da je res vsak dan prisoten, vsaj par mesecev radar. Ker ljudje se hitro navadijo, tako nam pa res velike vsote nam odhajajo denarja, plus tega pa te avtodomove, a bomo mogli en prostor za avtodomove narediti, čeprav kot avtodomar, vsak avtodomar imamo najmanj za en teden, da te fekalne vode ne zlivamo ven. In mislim, tiskaj smo usveščen to in malo viden, da bi tega ven, da si greš pač pol na PSA ali pa da to sprazniš. Tako da mislim, da nismo toliko kritični do avtodomov, mogoče kakšni drugi bolj. Tako res še enkrat poudarjam, da imamo enega rangerja gor, pa bomo videli hitro in bomo to rešili. Hvala. Hvala, beseda ima dr. Rok Novak. Hvala za besedo. Dve zadevi. Ena je vezano, prej ste omenili Easy Park, pa me zanima, če so na to vezane kakšne provizije oziroma neki stroški, ki jih firma zahteva za to, da to storitev izvaja. Druga stvar je pa vezano na to, kar se zdaj pogovarjamo, da mogoče bilo smiselno na teh večjih parkiriščih je to smeri nekih tehničnih rešitev, se pravi to, kar je zdaj že široko uveljavljeno, se pravi plačevanje preko registrske tablice, ne? Se pravi to, kar se dogaja na večini parkirišč, ki jih imajo tudi trgovine, čez in podobno. Hvala. Hvala, beseda ima Aleksandar Rušič. Ja, hvala za besedo. Pozdravljam tole rešitev, ne, me veseli, da ste najdeli zakonsko varianto, da lahko nekdo drug še to upravlja, ker vemo, da že par let opozarjamo, da dva radarja za kamniško občino pa za turizem sta absolutno premalo. Vidim, da je spet razpis, se pravi, še ni bilo uspeha verjeten pri krepitvi te ekipe. Tako da mislim pa, da bo tukaj potrebno s pooblaščenim koncesionarjem res točno določiti, kako bojo to upravljali, ne? Glede na to, da je to podjetje, ki je v lastni občine, mislim, da se to ne bo problem dogovoriti, ker eno nedeljo v avgustu smo bili na planini in ko smo šli dol po 4. uri, tam niso več pobirali parkirnine, kar je nekako logično, ampak očitno tudi Italijani in vsi ostali avtodomari vejo, da po kateri uri ni kontrole, ker na poti dol smo do Raka srečali 3 avtodome z italijanskim registracijam, ki so šli na brezplačno nočitev v idilično naravo, ne. In to je tisto, kar moramo preprečiti, tako da s to varianto, kot je že Dušan rekel, ne, nek stalen nadzor od jutra do mraka mora gor biti, ki bo lovil take, ki mislijo, da se da kje zastonj spat, ne. In mislim, da v to smer je tudi potrebno iti z meščansko korporacijo za dolino Kamniške Bistrice, ne. Tako da, hvala. Hvala, beseda ima Aleš Lipičnik. Hvala za besedo. Glejte, mislim, da s tem parkiranjem rešujemo v bistvu posledico tistih stvari, ki so po moji presoji
narobe. Se pravi, zdaj moramo začeti pobirati parkirnino v enem prostoru, ki naj bi omogočal, po moji presoji, občanom mesta Kamnik en običajen prostor za sprehod, za vdih in vse ostalo. Jaz mislim, da sistem na nek način, kar velja tudi za uno parkiranje prej v mestu, si na nek način omejujemo svoje gibanje, ga med drugim tudi podražimo, na račun enih aktivnosti, od katerih nima glavnina občanov prav nič, če smo čisti iskreni, pa če ne lepo rečemo. In jaz mislim, da je skrajen čas, da razumemo, da ni nobene druge gospodarske panoge, ki bi bila toliko obremenjujoča za ljudi, za občane, kot je turizem. Vsi drugi damo drugim bolj merka, tisti, ki se ukvarjajo s turizmom. In zaradi tega ves čas pozivam, bodite zmerni pri teh stvareh, ne pretiravajte in rekel, ekološke zadeve se nam že dogajajo. Ne bom ponavljal vsega, kar sem že 5-krat povedal, ampak jaz mislim, da nam tle kaže pot razuma, kaže toliko enostavno, preprosto pot, da je račun tako zelo preprost, da ni huj, kakor zračunati, koliko je 2 + 2, da vidiš, kaj počnemo in kam gremo. Tako da jaz vas lepo prosim, da vzamete svinčnik in seštejete 2 + 2. Hvala. Hvala. Besedo dajem Sanji Peklarjev. Ja, jaz bi se zdaj najprej opredelila gospe Urh. Zdaj za nadzor pač pravna podlaga mora biti, ne. Ne moramo pač nadzorovati, če nimamo pravne podlage. To ne gre. Druga stvar, zdaj gospodu Papežu. Nadzor nad parkiranjem na Veliki planini v bistvu bojo zdaj kontrolirali, a ne, nadzorniki. Tako da zdaj tam redarjev načeloma ne bomo rabili. Bomo pa videli, tako pač promet je živa zadeva. Videli bomo, kako bo zadeva funkcionirala. Pač to je zdaj prva stvar, ki jo bomo naredili, potem, če bojo potrebni ukrepi še, se bomo temu prilagodili. Gospod Novak, vas je zanimala pristojbina za storitve. To je v bistvu Easy Park ima tako, da oni imajo, se pravi, 15% stroškov parkiranja, minimalno 10 centov. To je pač strošek, ki ga plača uporabnik, zato to se v bistvu tudi uporabnik odloča, bo plačeval pač preko aplikacije, bo plačeval preko parkomata, tam cena ostane ista, ne bo se spremenjala. To je to. Gospodu Uršiču, jaz mislim, da bo tudi v interesu pač koncesionarja in nas, da se bo zadeva pač nadzorovala. Tudi zdaj se bo pač veliko bolj učinkovito lahko. Gospod Lipičnik pa mogoče, mislim, težko, ni tema točka, ampak jaz mislim, da s tem smo pač pristopili k eni težavi. Hvala. K rešitvi težave, ja. Zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o javnem redu na območju Velike planine. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 29 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.